V Mestni občini Ljubljana na področju učinkovite rabe energije že od leta 2013 energetsko prenavljamo objekte v naši lasti. Od leta 2017 prenove v čedaljem večjem obsegu izvajamo po javno-zasebnem modelu s partnerjema Resalta in Petrol. Mestna občina Ljubljana s projekti EOL zasleduje cilje po zmanjševanju energije in povečevanju deležev obnovljivih virov energije. Ponosna sem, da sem del projektov EOL, v okviru katerega smo v projektih EOL 1, EOL 2 in EOL 3 prenovili že 82 objektov, od tega 47 celovito in 35 delno. Dodatno je pa v okviru projektov EOL 3 in 4 9 objektov v različnih fazah implementacije, za 34 objektov pa poteka konkurenčni dialog. V energetsko obnovo že izvedenih objektov v okviru EOL 1 do 4 bo tako vloženih cirka 60 milijonov evrov. Pretežni del teh sredstev so sredstva zasebnega partnerja, deloma evropska kohezijska sredstva, v minimalnem deležu pa sredstva MOL. Skupno bomo na ravni projekta prihranili več kot 400 tisoč megavatnih ur energije, kar predstavlja več kot 80 tisoč ton ekvivalenta CO2, kar je vrednost, ki jo prečisti okoli 3,2 milijona povprečno velikih dreves oziroma približno 8 tisoč hektarjev gozda. Pretežni del ustvarjenih prihrankov gre zasebnemu partnerju za povračilo investicije skozi celotno dobo javno-zasebnega partnerstva, pa MOL participira pri prihrankih in ima nižje stroške za porabo energije, kot jih je imela pred izvedbo projekta. V energetsko prenovo so vključeni javni objekti, to so vrtci, osnovne šole, športni objekti, objekti mestne uprave, kulturni objekti in tudi parkirni hiši. Na podlagi energetskega pogodbeništva smo lahko izboljšali energetsko učinkovitost javnih objektov, vključno z načrtovanjem in vgradnjo energetsko učinkovitih naprav, financiranjem, vzdrževanjem in nadzorom. Vse s ciljem, da brez dodatnega javnofinančnega zadolževanja prihranimo pri stroških za energijo, da v Mestni občini Ljubljana povečamo uporabo obnovljivih virov energije in zvišamo kakovost življenja v mestu. Projekt energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana je potekal v obliki pogodbenega javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Ideja energetskega pogodbeništva temelji na tem, da investicijske ukrepe za zmanjšanje rabe energije financiramo iz prihrankov, ki se ustvarijo bodisi na rabi energije, zmanjšana raba energije ali pa z zmanjšanimi stroški vzdrževanja. Ta projekt je bil sestavljen z večjega števila objektov z namenom, da razpršimo tveganje doseganja prihrankov po posameznih objektih, saj model financiranja temeljil na garantiranih prihrankih, ki jih mora zasebni partner ves čas trajanja pogodbe zagotavljati. V primeru, da zasebni partner ukrepe izvede učinkoviteje, kot je predvidel, so bili s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu predvideni bonusi, ki si jih javni in zasebni partner delita, v primeru, da pa garantirani prihranki niso doseženi, pa malusi oziroma pogodbene kazni. Zasebna partnerja bomo v 15 letih poplačali iz prihrankov na energiji in toploti. S prenovami bomo tako znatno zmanjšali porabo energentov na določenih objektih in z vgradnjo toplotnih črpalk prispevali k povečanju deleža obnovljivih virov energije ter posledično znižali emisije toplogrednih plinov. Spominjam se majske sobote pred 10 leti, ko me je bivši ravnatelj na dnevu odprtih vrat predstavil županu kot bodočo ravnateljico. Župan mi je segel v roko in rekel: v drugem mandatu boš imela prenovljeno šolo. No in iz sive gospe, dolgočasne, se je šola spremenila v svetlo, varčno in pa tudi statično varno šolo. Projekt EOL je za Mestno občino Ljubljana izjemno dober projekt. V tem projektu je prišlo do energetske sanacije objektov, kar pomeni, da skrbimo za okolje, skrbimo za primerno manjšo porabo vseh sistemov, ki ogrevajo te objekte, in pomeni, da je to bodočnost za naše najmlajše.